Tako, upam, da ste se malce okrepčali. Ponovno pozdravljeni v veliki dvorani Izuma. Pozdrav tudi vam, ki nas gledate prek spleta, in še enkrat vas pozivam, vas in ve na spletu, bodite pogumni, postavljate vprašanja v tistem razdelku za Q&A in jih bomo prebrali tukaj na odru. Tako, druga današnja panelna diskusija ima naslov Mozaik digitalnih storitev. Diskusijo bo moderirala Zdenka Kamenšek, ki v Izumu že več kot 20 let deluje na področju razvoja programske opreme. Od lani sodeluje pri razvoju nove aplikacije Cobiss Plus, sodeluje pa tudi pri razvoju e-torbe in pri implementaciji platforme Cobiss Ela. Zdenka, prosim. Boštjan, hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi v dvorani in seveda lepo zdrav tudi vsem na spletu. Prav prisrčno pa pozdravljam naše paneliste oziroma sodelujoče na panelu, tako da res prisrčno pozdravljeni in upamo, da bomo tako zanimivi kot prvi panel, pa kot vidite, kljub digitalizaciji smo se tukaj mikro opremili s papirjem. Tako da, ja. Torej, uporabniki danes pričakujejo hiter, enostaven in pa zanesljiv dostop do informacij, storitev, gradiva, pa ne glede na to, ali prihajajo v knjižnico osebno ali pa digitalno, torej prek raznih teh digitalnih storitev. Torej, digitalne storitve, digitalno gradivo, digitalni viri, pa še vse, kar se začne na D, omogoča seveda širšo dostopnost, zelo veliko fleksibilnost, pomenijo pa tudi seveda nove načine interakcije. Vendar pa zahtevajo premislek o ponudbi ter strokovno oblikovanje in upravljanje zbirk digitalnega gradiva, virov in seveda nudenja storitev. Tako da bomo v razpravi govorili o digitalnih virih, digitalnem gradivu, digitalnih storitvah, ki so uporabniku na voljo, potem o spremembah, ki prinaša digitalizacija, o izzivih, priložnosti in pa načrtih za prihodnost. Najprej predstavim naše sogovornike, zdaj pa bom šla malo po mešanem vrstnem redu. Najprej gospoda Jankota iz NUK-a, torej Janko Klasinc je zaposlen v Narodni in univerzitetni knjižnici, kjer deluje kot vodja oddelka za digitalne vsebine. Ima dolgoletne izkušnje z upravljanjem digitalnih virov, predvsem na področju digitalizacije knjižničnega gradiva ter pridobivanja in trajnega ohranjanja izvorno digitalnih publikacij. Med njegovimi primarnimi področji dela so tudi arhiviranje spleta in skrb za trajno ohranjanje slovenske spletne dediščine. Poleg sodelovanja pri razvoju najbolj prepoznavne spletne storitve NUK-a, to je portal Digitalna knjižnica Slovenije DOLIB, je od leta 2011 tudi skrbnik spletnega arhiva NUK. Ob tej priložnosti seveda iskrene čestitke za 20. rojstni dan DOLIB-a, tako da mislim, da si zaslužijo aplavz. Hvala lepa. Tako da, to je storitev, ki jo pa s pridom mislim, da vsi uporabljamo. Janko, dobrodošel. Dr. Mirjam Oblak je zaposlena v službi za digitalizacijo izobraževanja na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, kjer skrbi za področje digitalnih izobraževalnih vsebin, je tudi članica ekspertne skupine za digitalne izobraževalne vsebine pri Evropski komisiji. Njeno delo združuje raziskovanje, razvoj in prakso na področju digitalnega izobraževanja, pri čemer gradi na bogatih izkušnjah, ki jih je pridobila kot avtorica in urednica tiskanih in digitalnih učbenikov in drugih učnih gradiv. Le-ti so zelo prepoznani po svoji kakovosti, kar dokazuje tudi nagrada Bellman na Frankfurtskem knjižnem sejmu. V središču njenega zanimanja je vprašanje, kako se branje in učenje v digitalnem času oziroma okolju razlikujeta od branja na papirju in kako lahko učence učinkovito podpremo pri učenju z digitalnimi izobraževalnimi vsebinami, da se bodo znali izogniti pastem in izkoristiti priložnosti, ki jih prinaša sodobna tehnologija. Mirjam, lepo pozdravljena. Urša Likar-Luzar prihaja iz novomeške knjižnice, torej iz knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, kjer aktivno sodeluje pri razvoju projektov, ki presegajo lokalne okvirje in krepijo vlogo knjižnic v digitalnem svetu oziroma družbi. Od začetka leta 2024 je nacionalna koordinatorka platforme za izposojo e-knjig, torej Cobiss Ela, kjer skrbi za povezovanje založnikov, knjižnic, Izuma in pa vseh drugih deležnikov. Mednarodno deluje kot članica delovne skupine za e-knjige pri mreži Naple. Upam, da sem prav izgovorila. Napel, ok. Tako da je Urša lepo pozdravljena. Zala Stanonik
je predstavnica založnikov, prihaja iz založbe Pivec, iz tega našega mariborskega konca. Torej je univerzitetna diplomirana zgodovinarka in profesorica nemcistike. Od leta 2008 je zaposlena pri založbi Pivec kot urednica za mladinsko leposlovje, ureja pa tudi področje zgodovine, znanstvenih monografij in kulinarike. Uredila je pa preko 95 knjižnih projektov z teh področij. Poleg tega prevaja iz angleškega in nemškega jezika, predvsem priročnike in prosno leposlovje za otroke. Skrbi tudi za internacionalizacijo podjetja in pa prodajo pravic v tujino. Program mladinske književnosti zastavlja celostno, saj skrbi za uravnoteženo izdajo knjig za različne starostne skupine in v različnih žanrih. V ospredje postavlja visoko literarno in likovno-umetniško vrednost izdaj, od bralca pa pričakuje angažirano branje, ki zahteva globlje razumevanje družbenih pojavov. Renomirane slovenske avtorje in ilustratorje predstavlja v tujini, prisluhne pa tudi mladim in nepoznanim glasovom na slovenski literarni sceni. Zadolžena pa tudi za digitalizacijo knjižnega programa založbe. Tudi tebi lep pozdrav, Zala. In še Janita Tacer-Slana, to je naša sodelavka. Na Izumu je zaposlena od leta 2007, od leta 2018 je del razvojne skupine z začetkom v oddelku COBISS Plus, kjer je skrbela za načrtovanje, koordinacijo in testiranje nadgradenj COBISS Plus in pa mCOBISS, ter so ustvarjala uvajanje digitalnih oziroma agilnih metodologij v naše postopke dela, tako da to se je že kar prijelo pri nas. Sodelovala je tudi pri projektu e-torba in pri implementaciji platforme COBISS ELA. Leta 2024 je prevzela vodenje oddelka COBISS aplikacije, kjer usmerja delo povezano z načrtovanjem, razvojem in pa testiranjem COBISS Lipe drugih povezanih aplikacij in servisov in tega ni malo, kar bo tudi kasneje predstavila. Tako, še enkrat vsem izrekam dobrodošlico, pa se seveda verjamem, da bo pogovor in predstavitve zanimive. Zdaj, kako bo potekala ta razprava? Torej, na začetku bomo imeli kratko predstavitvijo digitalnih virov, storitev in pa gradiv, zdaj teh 3 bom kar ponavljala, z vidika vseh udeležencev in pa z vidika ustanov, iz katerih prihajate. Tako bomo dobili torej kratek uvid v digitalni svet z vidika najprej z področja vzgoje in izobraževanja. Tukaj kar nam bo predstavila dr. Mirjam Oblak, z vidika razvoja programske opreme. Tu bom besedo predala Janiti Tacer-Slana. Z vidika digitalizacije gradiva spleta in trajnega ohranjanja slovenske spletne dediščine, o čemer bo iz prve roke govoril Janko Klasinc. Začne se pri avtorjih, potem pa pomembno vlogo prevzamejo založniki. Tukaj pa nam bo več o tem povedala Zala Stanonik in kako se pa svet vrti v knjižnicah v tem sodobnem digitalnem času, to pa bo lahko kaj povedala Urša Dikar-Luzar. Po teh iztočnicah bomo začeli pogovor. Zdaj sem pa nekaj že zgubila. Aha, ok, imamo vse. Ja, vsega imaš ti. Polno roke. Ja, tako smo se zmedli. Torej, po teh iztočnicah bomo začeli kar pogovor. K pripravi vprašanj seveda vabimo vas, ki ste tukaj v dvorani in seveda tisti, ki ste na spletu. Tako da verjamem, da bo čas tudi za to. Sedaj pa kar predajam besedo Mirjam. Izvoli. En lep pozdrav vsem skupaj. Kot ste slišali, prihajam iz službe za digitalizacijo izobraževanja in vizija naše službe je, da bi opolnomočili učence za polno življenje v digitalni družbi, kjer v bistvu sobivata tako digitalno kot tudi klasično, tradicionalno, odvisno od tega, kaj govorimo, analogno. No in kot vsi vemo, imajo digitalne tehnologije lahko zelo dobre plati, nam lahko zelo pomagajo, lahko pa tudi v naše življenje prinesejo kakšne pasti in zaradi tega je zelo pomembno, da področje izobraževanja, ki je zelo občutljivo in zelo kompleksno, naslavljamo celostno, sistematično in res premišljeno. Tako da ne bom predolga, vas v bistvu vas vabim, da preberete akcijski načrt digitalnega izobraževanja, kjer so v bistvu zapisane te naše vizije in pa področja, ki jih naslavljamo. Bomo pa mi potem konkretneje
v nadaljevanju pogledali področje ekosistem, torej aplikacije, storitve, vsebine, ki jih zagotavljamo v podporo temu. Samo to sem želela povedati, da mi ne razvijamo samo aplikacij in storitev, ampak želimo res celostno podpreti vse, ki so udeleženi v izobraževanju, zato da bodo lahko iz tega potegnili kar se da največ. Torej, ta področje ekosistem naslavljajo številni projekti. Eden od njih je ta, ki mu mi rečemo kar nadkratko aplikacije, in v okviru tega projekta nastaja 11 aplikacij. Navedene so tukaj, tiste, ki se mi zdijo mogoče za vas aktualne, pa bom na hitro predstavila v nadaljevanju. Naslavljajo pa v bistvu vse od načrtovanja pouka do same izvedbe in na koncu tudi evalvacijo pouka. Ena od teh aplikacij je Kobi v šoli. Ne vem, če ste morda že slišali za njo. To gre za didaktični pripomoček, ki ga učitelj lahko ponudi učencem, kadar imajo težave pri branju, ker jim ta pripomoček pomaga, da se lažje učijo brati. Potem je aplikacija Izvirnik, na katero v bistvu lahko naložimo neko besedilo, nek učenčev izdelek in oceni ujemanje delov besedila z besedili iz drugih virov. Aplikacija Glas je v resnici nadgradnja Enke in omogoča tudi anonimno glasovanje. Če recimo poskenirate tole QR kodo, lahko en tak majčken kviz že rešite. Potem je aplikacija za domače branje, mi ljubkovalno rečemo šolska Ela, in od njej bodo znali povedati drugi sodelavci malce več. Gre pa v bistvu za to, da omogoča izposojo in branje knjig za domače branje na e-bralnikih. Potem je ta moja najljubša aplikacija za projektno učenje, ki v bistvu ponuja podporo učencem pri projektnem učenju. Vemo, da je to lahko zelo zahteven proces, v katerem se učenec lahko hitro izgubi, če nima potrebne podpore. No in ta aplikacija ga v resnici vodi skozi ključne korake, omogoča spremljanje in pa beleženje napredka za učenca iz zelo fajn, ki je malo igrificirana, vključuje seveda tudi umetno inteligenco in pa spodbuja uporabo različnih virov informacij, pa tudi sprotno in končno preverjanje. Da ne pozabim, vse te aplikacije so za uporabnike brezplačne in nekatere aplikacije so že razvite, nekatere recimo aplikacije za projektno učenje pa se še razvijajo in bodo pripravljene do konca junija 2026. V pripravi tudi aplikacija za učne scenarije. Mi imamo na ministrstvu številne projekte in učni scenariji, ki nastajajo v teh projektih in so zelo kakovostni, bodo zdaj zbrani na enem mestu, da se bodo lahko lažje uporabljali tudi in več uporabljali tudi pri drugih učiteljih. Potem je pa spletna platforma za načrtovanje poučevanja. Omogoča v bistvu z umetno inteligenco podprto ustvarjanje priprav, ki je povezano z učnimi načrti. E-tvorbo smo danes že omenili, to je pa, mogoče ima konkurenco z APU-jem, moja najljubša. Nastala je v okviru projekta E-torba 2023, kjer je bil Izum naš partner in so v bistvu tisti, ki je sploh zaslužen, da jo imamo. E-torba je v bistvu nacionalna platforma za dostop do učnih vsebin, ampak ni to samo ena platforma, ampak v bistvu vsebuje 3 aplikacije. Prva aplikacija je e-urajevalnik, to je aplikacija, v kateri naredimo elektronske učbenike, potem je e-bralnik, to je aplikacija, v kateri beremo e-učbenike, no potem je pa še sama e-torba, na kateri pa te učbenike najdemo. In v okviru e-torbe je tudi aplikacija za javljanje napak v učbenikih. To smo tudi razvili lani, ker pač noben učbenik, ne glede na to, kako se zelo trudimo, ne vem, jaz se spomnim, ko sem pisala učbenike in potem je prišel iz tiskarne in sem bila vsa srečna in potem ga razprem. Pa je bila že nekje ena manjkajoča vejica.
Napake se zgodijo ne glede na to, koliko pregledov, koliko recenzentov, koliko strokovnjakov, koliko lektorjev pregleda neko gradivo in zdaj imamo pač priložnost, da učitelj, ko opazi napako ali v digitalnem učbeniku na e-torbi ali v tiskanem učbeniku, da lahko to napako javi in se pač potem poskrbi, da se jo odpravi. To je to, ja. Mirjam, najlepša hvala. Sedaj pa besedo predajam Janiti, pa tudi ta pipsati bomo dali dalje, ali ga jaz držim. Okay, hvala. Hvala. Lep pozdrav še v mojem imenu. Jaz vam bom pa predstavila te različne digitalne storitve, ki jih razvijamo v Izumu z namenom, da bi knjižnicam poenostavili pa izboljšali njihove delovne procese ter omogočili enostaven in hiter dostop do knjižničnih virov in storitev za uporabnike. Se pravi, naš cilj je omogočiti učinkovito upravljanje knjižničnih virov, povečati dostopnost do informacij in pa podpirati sodobne oblike dela v Izumu. Tukaj na sliki vidite nekaj naših logotipov, vse mislim, da večino prepoznate, pa bomo se malo sprehodili skozi njih tekom te moje predstavitve. Vsi že zelo dobro poznate Cobiss Plus, Cobiss Lib, Cobiss Cat, poleg teh, tako bom rekla, glavnih poglavitnih aplikacij in storitev pa imamo še kar nekaj drugih, ki predstavlja nadgradnjo naših digitalnih storitev. Tu je seveda Cobiss Ela, ki je sestavljena iz aplikacije in pa seveda platforme Cobiss Ela. Med njimi, med aplikacijo oziroma aplikacijo Cobiss Ela je namenjena založnikom, ki vanjo oddajo svoje elektronske knjige, e-knjige, ki jih potem knjižničarji nekako prevzamete in ponudite svojim uporabnikom, bralcem preko Cobiss Plusa ali pa portala Cobiss Ela v uporabo. Tukaj naj omenim, da predvidoma konec leta prihaja že težko pričakovan bralnik Cobiss Ela tudi. Bi mogoče o tem malo kasneje kaj več rekli v času diskusije. No, med druge naše take zelo, bom rekla, poznane storitve spada tudi Cobiss. To je repozitorij za hranjenje digitalnih vsebin, to so lahko besedilne datoteke, slikovne datoteke ali pa multimedije. Ta Cobiss je zelo tesno povezan tudi z akademsko digitalno zbirko, ki pa omogoča centralizirano iskanje po velikem številu in naboru raznih virov, od e-knjig, člankov, poročil, konferenčnih prispevkov, tudi po drugih repozitorijih. V letošnjem letu pa smo razvili tudi servis Cobiss Dex, ki ima tudi svoj repozitorij in je namenjen varni izmenjavi e-gradiv v PDF obliki med naročnikom in knjižnico in omogoča tudi urejanje teh različnih teh dostopov do tega e-gradiva. Tukaj naj omenim, da imamo tudi razvito, bom rekla, Cobiss inventuro. To je ta, bom rekla, na moji desni, oziroma ja, tudi vaš logotip, tisti s črnimi črtami, tako da, če niste vedeli, kakšen logotip je, toliko, da vam malo odrešim, to je ta. Samo da ne pobegne to. Prosim, hvala. Seveda, na drugi strani nasproti tega je logotip Cobiss.io. To je, bom rekla, vsem že znan in omogoča povezovanje tehnične opreme, se pravi raznih čitalcev, raznih tiskalnikov za nalepke, za dolžnice in tako dalje in druge naprave, ki jih knjižnice uporabljajo pri izposoji vračanju gradiva ali pa inventuri med Cobissom in temi napravami. Se pravi, IO skrbi za komunikacijo med to tehnično opremo in aplikacijami Cobiss za nemoten potek dela v knjižnicah. Pri tem naj omenim, da smo izvedli tudi integracijo Cobiss Lib z različnimi, bom rekla, lokalnimi karticami, to so Urbana, Citium, Centralka, pa seveda omogoča Cobiss.io tudi povezavo s Fursom. Vse to bo predstavljeno tudi v naslednjem panelu, tako da ne bom kolegicam vzela preveč besed. No, kar se tiče same digitalizacije v knjižnicah, tudi njim smo omogočili, da se malo bolj digitalizirate in to na način, da lahko zdaj shranjujete tudi digitalne vpisnice, druge e-dokumente, kot so naročilnica, dobavnice, računi, potrdila, razni izpiski.
Pripravili smo na primer tudi možnost prenosa podatkov ob zaključevanju blagajne v računovodska programa SAOP in SAP, tako da tudi to že imamo aktivno. Nismo pa seveda ne pozabili tudi na uporabnike knjižnic. Njim so omogočene digitalne storitve, kot so spletni vpis, spletno plačevanje, spletno podaljševanje izposoje, rezervacija gradiva, preklic rezervacij, spletno naročanje gradiva, pa tudi prejemanje e-računov pa izpisov. Tukaj lahko omenim, da smo razvili tudi eno, bom rekla, aplikacijo za samostojno izposojo in pa vračanje gradiva. Mi ga na kratko imenujemo knjigomat Izum. V prvem panelu je bila kar, bom rekla, zanimiva debata glede uporabe umetne inteligence v knjižnicah in tudi seveda mi se temu ne moremo izogniti in smo umetno inteligenco vpeljali tudi v Cobis Lib z asistentom Cobis. Ta temelji na tem velikem jezikovnem modelu, osnova pa so izhodiščni dokumenti, pa so praktično vsi dokumenti, ki jih imamo v Cobisu povezani z temi segmenti, ki so noter zajeti. Tukaj pa naj izpostavim še eno novost, ki si jo tudi v tem letu pripravljamo pa razvijamo, to je ta na vrhu, ta oranžen logotip Cobis Edu. To je nov logotip, ki bo zamenjal trenutni portal izobraževanje, ker pripravljamo prenovo našega izobraževanja v celoti, lahko rečem, tako portala izobraževanja, spletnih strani in pa tudi same aplikacije v ozadju, ki skrbi, da so ta naša izobraževanja vodena, administrirana in pač vse, kar potrebujemo za izvedbo teh naših izobraževanj. Kaj še lahko rečemo na temo digitalizacije? Ja, tudi to, da v Izumu imamo tudi celoten proces dela digitaliziran, uporabljamo Jira servis za to in preko tega vodimo tudi, spremljamo vaše zahtevke iz knjižnic, ki jih dobimo in pa pripravljamo in vodimo naloge za razvoj novih funkcionalnosti, spremljamo razna testiranja in podobno. In za zaključek, kaj naj rečem? Na Izumu sta digitalizacija in umetna inteligenca povezani na vseh nivojih dela in trudimo se, da najboljše od tega ponudimo tudi vam, knjižničarjem in vašim uporabnikom. Janita, najlepša hvala. Tale logotip za Cobis inventuro me vsakič znova malo preseneti, ker ga vidim tako poredko. Hvala. Janko, sedaj pa predajam besedo tebi. Ja, en lep pozdrav vsem skupaj. Torej, v NUK se z digitalizacijo knjižničnega gradiva ukvarjamo res že kar dolgo. Prvi projekti segajo še v 90. leta prejšnjega stoletja. Najbolj prepoznavna storitev tukaj seveda je portal Delib, ki je bil že omenjen danes, neke vrste paradni konj naših digitalnih storitev. Kot rečeno, obeležujemo 20. obletnico portala, torej je že kar zrel, bomo rekli, že kar star in kar dobro uveljavljen. Poznan kar dobro, predvsem v strokovni javnosti, predvsem tudi v knjižničarski sferi, malo manj pa mogoče še v širši javnosti. Zdaj Delib se nekako napaja iz dveh virov. Eno je digitalizacija gradiva, predvsem se pravi digitalizacija fizičnega gradiva, ki ga hranimo v NUK, pa tudi v drugih knjižnicah in drugih dediščinskih ustanovah, ki prav tako zelo veliko prispevajo na portal, predvsem knjižnice. Tako da čeprav je to neka storitev, ki jo vzdržujemo in razvijamo v NUK-u in tudi pač domuje na naših strežnikih, je to res en tak, bi rekel, vseslovenski projekt, kjer je vključenih res zelo, zelo veliko partnerjev. Tako da Delib res vsebuje zelo obsežno zbirko gradiva, pravzaprav vse, kar hranimo v knjižnicah, tudi najdemo na tem portalu. Leta 2022 smo zabeležili milijonti digitalni objekt na Delibu, zdaj je tega gradiva nekje 1.100.000 in še nekaj več. Tako da gre res za velik dotok gradiva. Če si predstavljamo, NUK kot ustanova je stara tam približno 250 let dobrih, pa hrani približno 3 milijone enot fizičnega gradiva. Na Delibu smo pa v manj kot 20 letih prišli na milijon. Tako da gre res za veliko produkcijo, za obsežno in bogato zbirko. Zdaj pri digitalizaciji moramo omeniti tudi nacionalni projekt digitalizacije Slovenike in drugega kulturno-zgodovinsko pomembnega gradiva. Torej, naš cilj je, da bi resnično vso
Sloveniko spravili v digitalno obliko. To je zelo velik cilj, zelo ambiciozen. Vprašanje, kdaj bo dosežen, ampak jaz sem prepričan, da nekoč bo, pravzaprav mora biti. Ne? Potrebe po digitalizaciji so vedno večje, se ne zmanjšujejo, predvsem v zadnjem času, v zadnjih letih na račun razvoja velikih jezikovnih modelov in umetne inteligence. Za te potrebe seveda rabimo čim več slovenskih besedil, čim več sodobne slovenščine za treniranje teh modelov, tako da z digitalizacijo moramo nekako še malo bolj resno zagrabiti in majčkeno hitreje začeti se ukvarjati s tem področjem. Zdaj, DLIP vsebuje tudi veliko izvorno digitalnih publikacij, torej to je pa tisti drugi del, gradivo, ki ga v NUK dobivamo predvsem preko obveznega izvoda publikacij, torej zakonsko od založnikov. Gre torej za spletne publikacije, ki jih založniki in avtorji razširjajo po svetovnem spletu, to so različne e-knjige, zvočne knjige, veliko je časnikov in časopisja v digitalni obliki, tako da tega gradiva je tudi vedno več na portalu. DLIP ne vsebuje zgolj starejšega digitaliziranega gradiva, ampak tudi novejšo produkcijo, ki se razširja na spletu, kar je seveda tudi pomembno, da trajno ohranimo. Zdaj DLIP, kot rečeno, je tista najbolj prepoznavna storitev digitalna, ki jo NUK omogoča oziroma ponuja. Bi pa rad omenil še eno drugo, malo manj poznano zadevo, in sicer NUK se ukvarja tudi z arhiviranjem spleta, se pravi zakonsko smo dolžni ne zgolj zbirati e-knjige in e-revije, ampak tudi Sloveniko v obliki spletnih mest. To je dejavnost, s katero se večinoma ukvarjajo po svetu nacionalne knjižnice, tudi kakšne univerzitetne, seveda z namenom, da se ohrani čim več te spletne dediščine. Tako da v NUK-u tudi to izvajamo s pomočjo spletnih robotov, zajemamo en vedno večji izbor slovenskih spletnih mest, ki jih periodično shranjujemo v celoti in nekako na tak način gradimo neke vrste arhiv slovenskega spleta. Kot rečeno, ta storitev manj poznana, ta zbirka malo ljudi jo pozna, zato pa tudi sem želel še na tem mestu opozoriti tudi na to, torej, da tudi to ponujamo in da bo to verjetno vir, ki bo v prihodnosti vedno bolj pomemben, ne? Predvsem za raziskovalno dejavnost. Če gledamo malo bolj daleč v prihodnost, če bo nekdo čez 50 ali pa 100 let preučeval današnji čas, bo seveda imel zelo skromno izkušnjo, če ne bo imel na voljo tudi tovrstnih vsebin, torej celotnih spletnih mest, ki so obstajala v današnjem času. Tako da, kot rečeno, DLIP je nekako tista glavna zadeva, ki se tudi najbolj razvija, imamo pa tudi še nekatere druge sisteme v ozadju, ampak o tem mogoče malo več v nadaljevanju. Toliko. Janko, hvala lepa za ta zanimiv uvid v vašega dela. Zala, lepo prosim. Hvala, Zdenka, lepo pozdravljen tudi v mojem imenu. Jaz prihajam, kot je Zdenka povedala, iz založbe Pivec. Mi smo založba z 22-letno tradicijo, doma tukaj v Mariboru, ampak delujemo na nacionalni ravni. Prvenstveno izdajamo leposlovje za otroke, za odrasle, tudi nekaj strokovnega znanstvene literature vmes in nekaj malega učbeniškega programa. Preden preidem na področje digitalnih izdaj, to so pri nas predvsem e-knjige in zvočne knjige, je mogoče dobro, da orišem situacijo založništva oziroma izdamo približno 40 do 50 naslovov letno in nas rangirajo nekje v neko srednje veliko založbo, nismo čist majhni, nismo pa tudi ne največji, ampak bolj ali manj se vsi soočamo z enakimi težavami. Eden od pomembnih vidikov založništva v svetovnem merilu, ne samo v Sloveniji, je ta, da se naklade nižajo, produkcijski stroški se pa višajo. Torej, to zelo vpliva na založniški trg, na vrsto literature, ki jo izdajamo, tudi na cenovno politiko založb. Tukaj nismo Slovenci nobena izjema. Kje smo izjema? Določene anomalije se pojavljajo na področju distribucije, torej na velikih trgih, nemškem, ameriškem, angleškem, španskem, francoskem, poznajo sistem distribuiranja knjig nekoliko drugače kot pri nas. Pri nas je tako, da je največja založba v državi, hkrati tudi
največji knjigarniški sistem. To sicer zveni mogoče na prvi pogled zelo fino, ko pa si na drugi strani kot založnik, pa to ni tako zelo fino, ker tvoje knjige nikoli niso tako zelo v ospredju. V tujini to poteka malenkost drugače, tam velika distribucijska podjetja od založnikov odkupijo veliko večino naklade, govorimo o polovici, 2/3 naklade, in to je fiksen odkup. To ni odkup na odpoklic, kot pri nas, kjer pač, če se knjige ne prodajo, se vrnejo k nam nazaj in potem včasih se, včasih se ne. To je ena ta večja anomalija, kar se tiče prodaje knjižnicam, ker v glavnem sedite tukaj knjižničari splošnih šolskih knjižnic. Ta sistem funkcionira zelo dobro, torej nabava predvsem pri splošnih knjižnicah izjemno dobro teče, te navezave so dobre. Nekoliko manj pri šolskih knjižnicah, kjer pač založniki predvsem opažamo težavo v tem, da obstaja namenski denar za odkup predvsem otroških knjig, če smo že pri tem, ker so šolske knjižnice in mladinske literature, se pa ta denar ne porablja namensko. Tako da tu je procent knjižnic, ki se redno opremljajo z tekočimi novimi izdajami, bistveno manjši, kot bi lahko bil. V bistvu, kaj je zdaj cilj te moje razlage, je ta, da mi kot založniki smo dejansko odgovorni za celoten proces izdaje knjige. To tako ali tako je naša naloga, se pravi, da od avtorja knjigo prinesemo do bralca, potem pa jo seveda še spromoviramo, vlagamo v marketing, zalagamo v bistvu na nek način tudi svoja lastna sredstva za to, da promoviramo avtorje, knjige, branje, tudi velikokrat se ukvarjamo s tem, jih pozicioniramo na mednarodne trge in tako naprej. In tukaj je umetna inteligenca nek pripomoček, ki nam dostikrat pride zelo prav. Jaz rada rečem, da smo postali taki mali guruji socialnih omrežij. Če boste kdaj, oziroma prepričana sem, da uporabljate Facebook, če ne še kakšno drugo aplikacijo, tam smo založniki dosti aktivni in to smo se v resnici naučili sami in tukaj si tudi zelo pomagamo z umetno inteligenco. Če pa se zdaj navežem na področje digitalnih izdaj, torej v celotnem, če gledamo, da je naš celoten promet 100%, prodaja e-knjig in zvočnih knjig v resnici zajema 2 do 2,5%. To je zelo mikro-mini. Tiskane knjige okrog 70%. Ne? Tu je pač ta razlika več kot očitna. Dejstvo je, da na slovenskem tržišču knjige težko izidejo brez subvencije. Tudi tiskane knjige, ne samo digitalne. Pri digitalnih izdajah je pa še ta minus, da smo imeli enih dobrih 10 let v bistvu prostega teka, kjer se je izdatno financiralo platformo, ki v resnici ni služila nikomur, ne uporabnikom, ne nam založnikom, oziroma enemu točno določenemu založniku je, ampak pustimo to. Zdaj je to obdobje mimo, začelo se je novo obdobje s Kobiselo, tukaj opažamo en porast v uporabi oziroma posledično prodaji e-knjig. Pri zvočnih knjigah je zgodba malce drugačna, ampak je tam težava v tem, da so pač produkcijski stroški toliko večji. Dejstvo je, da že 3 leta, mislim, da 3 ali 4 leta na Javni agenciji za knjigo ni bilo posebnega razpisa za digitalne izdaje, kar seveda dodatno vpliva na upad literature v pač digitalni formi. Predvsem pri zvočni knjigi se to pozna, se pravi, tam so produkcijski stroški bistveno višji. Jaz si pač nekako so ti razpisi zdaj napovedani za december, tako da mogoče, jaz sem upala, da ga bodo dali prej, da bi lahko kaj več povedala o tem, žal ne morem. Nekaj si predstavljam, da bo zdaj s tem sistemom Kobisele in pač z tem novim financiranjem in denarjem, ki smo ga pridobili tudi iz Evrope, zadeva zdaj malenkost bolj stekla. Kot primerjavo recimo lahko dam švedsko tržišče, kjer se mislim, da zvočne knjige predstavljajo 60% pri prodaji in uporabi in v resnici se tam pogodbe podpisujejo za tiskane knjige, oziroma tako je, pogodbe se v resnici podpisujejo za zvočno knjigo pod pogojem, da založnik izda tudi tiskano knjigo. Ne? Trend je obraten kot pri nas. Pri nas je prva tiskana knjiga, potem šele digitalne izdaje. O tem bomo mogoče malo kasneje, katere so tiste, ki jih sploh izdajamo.
Trenutno imamo v naši bazi 92 zvočnih knjig in 178 e-knjig. Če za primerjavo dam tiskane, teh je več kot 500, 600 pri naši založbi. Zdaj se pravi, večje založbe imajo še neke druge opcije, tu so recimo Mladinska knjiga ima svojo platformo, Beletrina ima svojo platformo, imate specializirano založbo, ki se ukvarja samo z zvočnimi knjigami, to je Audibook, ki ponuja tudi izposojo, tako da tu so pač neke specifike trga, kot založnik si težko privoščiš, da bi razvijal lastno platformo, ker so to izjemno drage programske rešitve, pa mogoče o implementaciji umetne inteligence v programske rešitve za založnike še pri kakšnem od podvprašanj. Tako da hvala. Zala. Najlepša hvala za to res zanimiv vid tudi v delo založnikov. Sedaj pa Urša, izvoli. Hvala Zdenka, lep pozdrav tudi z moje strani. Hvala Zala za te lepe besede, nam zelo veliko pomeni. Namreč, kot veste, v slovenskih splošnih knjižnicah so bile knjige na voljo že vse od leta 2013. Imeli smo pač zasebnega ponudnika in to je knjižnice zelo veliko stalo. To je bil tudi glavni razlog, da smo se v letu 2022 odločile na pobudo Združenja splošnih knjižnic, da gremo v razvoj lastne platforme. Tukaj so nas podprli z Izuma in smo jim neskončno hvaležni, da so to platformo razvili, jo vzdržujejo in tudi nudijo tehnično pomoč vsem vključenim deležnikom. Ja, zdaj v sami platformi je vseh 58 splošnih knjižnic, poleg tega še Narodna in univerzitetna knjižnica iz Ljubljane in pa Univerzitetna knjižnica iz Maribora. Naša članica je tudi študijska zamejska knjižnica iz Celovca. Trenutno je vključenih 46 založnikov, ki skupaj ponujajo skoraj 3000 elektronskih knjig, vendar je od teh le slabih 2400 na voljo uporabnikom, vse ostale so onemogočene, najpogosteje zaradi poteka avtorskih pravic ali kakšnih drugih razlogov. Sama platforma se stoji, tako kot je Janita že povedala, na 3 samostojnih aplikacijah, na aplikaciji Ela, ki je namenjena založnikom. Založniki se lahko kadarkoli, brez kakršnihkoli stroškov priključijo Eli, s tem, ko se seznanijo s splošnimi pogoji, pridobijo uporabniški profil in lahko začnejo z nalaganjem, se pravi e-pub datotek oziroma licenčni datotek. Te datoteke so potem takoj na voljo knjižnicam, ki uporabljajo aplikacijo Lip. Vsi te koraki so brezplačni tako za založnike kot za knjižnice in to nam je bilo tudi izredno pomembno pri samem kreiranju platforme, ker na podlagi tega imajo knjižnice tudi možnost, da v svoje lokalne kataloge vključijo vse elektronske knjige in s tem tudi omogočimo enakopravno dostopnost za vse člane slovenskih splošnih knjižnic. Na koncu imamo še bralce oziroma uporabnike. Ti uporabljajo aplikacijo Cobiss Plus. Nedavno nazaj smo dobili novo verzijo, posodobljeno, in pa seveda od marca letos tudi portal Cobissela, ki seveda tovrstno vsebino prikazuje na bistveno bolj zanimiv in interaktiven način. V tem delu smo se povezali tudi še z enim nacionalnim portalom, to je portal dobreknjige.si, ki ga upravljajo knjižnice same, gre za recenzije, ki jih redno pišejo. Vsekakor si želimo, da in v tej smeri delujemo že od samega začetka, da bi nabor knjig povečali. Na tem vse skozi delamo, prisotni smo tudi na letošnjem knjižnem sejmu, kjer se še dodatno promoviramo. In naša vloga
kot koordinatorja tovrstnega projekta je, da se pravi poleg tega, da nudimo poslovno svetovanje, da skrbimo za redno in nemoteno komunikacijo v sami verigi knjige, seveda, da tudi tovrstno storitev ustrezno promoviramo slovenski publiki. To bi bilo zaenkrat vse iz moje strani. Urša, hvala tudi tebi. Hvala vsem za zanimive predstavitve. Ja, sedaj pa je čas za razpravo, pogovor. Pa bi Zala začeli kar pri tebi. Vemo, da si bila na Frankfurtskem knjižnem sejmu. Prihaja kaj novega glede oblik gradiva, kakšni so trendi, kaj se nam obeta? Bo še prišla kakšna nova digitalna oblika, za katero še zdaj ne vemo, da obstaja? Ja, mislim, da ja, zdaj tako je v Frankfurtski knjižni sejem, tja pride res vse, kar je v svetu pomembnega v povezavi s knjigo. Tudi mi smo ustrezno predstavljeni na stojnici Javne agencije za knjigo, nekaj založnikov ima svoje stojnice, smo na kupu v teh mednarodnih halah in imamo, v bistvu to smo imeli že pred tistim uradnim nastopom na Frankfurtskem knjižnem sejmu 2 leti nazaj, dosti dobro vizualnost. Zdaj, kar se pa tiče tega področja IT-ja in nekih programskih rešitev za založnike, se pa dogaja en premik v smeri uporabe predvsem umetne inteligence. Torej, v spredje prihajajo podjetja, ki niso založniška podjetja, to so pač res čist neke IT-ovske firme, ki razvijajo torej te programske rešitve, ponujajo marsikaj, recimo obstajajo platforme za nadgradnjo učbenikov z raznoraznimi tehnologijami. Včasih je bila zelo popularna AR tehnologija, če se še kdo tega spomni. Se mi zdi, da to je zdaj malo zašlo. Potem pa so tukaj neke založniške rešitve. Sama sem naletela celo na program za ocenjevanje rokopisov, kar je v osnovi moje delo, ampak očitno me lahko nadomesti tudi umetna inteligenca. Potem pa so tu programi, ki pretvarjajo knjige, tiskane knjige v neke digitalne formate. To zdaj ni več EPUB, ki je v osnovi format za e-knjigo, ker se predvsem pri otroški knjigi pojavi težava, da jo je težko prenesti v EPUB. Ilustracijo je nemogoče prenesti v EPUB. Zgubi tudi vse funkcionalnosti, recimo e-bralnika, ne moreš povečevati črk, ker pač potem preprosto ilustracije več ne vidiš. Tako da se založniki nismo odločali za to, da bi slikanice pretvarjali v e-knjige, ker to ni imelo smisla. Z temi novimi programskimi rešitvami bo to mogoče, celo združili se bosta e-knjiga in zvočna knjiga, ker bo hkrati ta program, ki bo zadevo pretvoril, omogočal tudi ta text-to-speech funkcijo, se pravi, da se bo knjiga lahko brala, celo neko glasbo, neko osnovno animacijo, ilustracije zadeva podpira, tako da tu grejo trendi, bom rekla, v neko to digitalno smer. Je pa pač vedno omejitev slovenskega jezika, mi smo zelo droben jezik, ne vsakič, ko pridem na eno tako stojnico in mi oni to čudovito rešitev tam ponujajo in jaz rečem, ja, slovenščino imate, pa velika večina sploh ne ve, o čem govorim. Več žal. Tako da, druga stvar je pa seveda potem cena, ne, tu se potem zna zadeva tudi zelo zaplest. Te programske rešitve niso poceni, ker veliko teh podjetij funkcionira na globalnem trgu, operirajo z angleščino, z nemščino, se pravi s temi velikimi jeziki, kjer je pač, so distribucijske možnosti čisto drugačne. Drugi problem, ki ga vidim, je pa pač vprašanje avtorskega prava, tega smo se določili, torej pravni vidik založništva, to je pa tudi v odnosu do avtorjev. Ne samo Slovenija, tudi Evropska unija, pravzaprav pa cel svet nima rešitve za to. Kot je prej rekel profesor Mungos, to bo treba najprej regulirati zakonodajo, preden se bomo mi sploh lahko pogovarjali o tem, kako umetno inteligenco implementirati v predvsem ustvarjalne vsebine, govorimo o kreativnih vsebinah, o leposlovju, o ilustraciji, pa konec koncev tudi v neke druge avtorske vsebine, strokovnega, znanstvenega dela in tako naprej. Zala, hvala. Sedaj pa Mirjam k tebi. Kaj so sploh kvalitetni, kakovostni digitalni izobraževalni viri?
No, to je eno področje, ki ima zelo veliko imen in definicij. Poznate, ne vem, e-učbenike, digitalni viri, kaj za še interaktivni učbeniki, v glavnem zelo veliko enih imen je. Meni je najbolj všeč izraz digitalne izobraževalne vsebine, ki ga je v bistvu tudi Evropska komisija zdaj uporabila za smernice za to področje za učitelje. Se pravi, če gremo po digitalni, je pač ta zadeva obstaja v digitalni obliki, je samo po sebi umevno. Včasih se je uporabljalo, ne vem, elektronski učbenik, interaktivni učbenik in potem učbenik za tiste, ki so bili na mobitelih in tako naprej. Danes govorimo bolj ali manj samo o D, ki je v bistvu nadmenka vsemu temu. Izobraževalni je jasno izpostavlja namensko funkcijo tega gradiva, torej za izobraževanje. Vsebine pa so zaradi tega, torej Evropska komisija je pripravila digitalne kompetence učiteljev in na koncu teh digitalnih kompetenc učiteljev je tak en terminološki slovar in v tem slovarju je narejeno, se pravi, je napisano digitalne vsebine in te digitalne vsebine se potem ločijo na digitalne vire pa na podatke. In v bistvu digitalna vsebina je širša od digitalnega vira, zaradi tega, ker vključuje tudi podatke. In to se mi zdi ena zelo pomembna lastnost digitalnih izobraževalnih vsebin, saj ko se učenci učijo z njimi, rešujejo naloge in potem si ta vsebina zapolni, kako je reševal najprednejše, recimo takšne, ki imajo že kakšne algoritme, pa kaj tako, lahko celo prilagajajo pot in tako naprej. Se pravi, podatki so danes zelo pomemben del izobraževalnih vsebin. Zdaj iz raziskav vemo, da je branje na zaslonu lahko precej drugačno od branja na papirju. Recimo, ne vem, ko beremo knjigo, vohamo, jo čutimo, vemo, kako je težka in tudi recimo obstaja ena stvar, ki se imenuje prostorski spomin, mi si točno zapomnimo, aha, tam nekje na sredi knjiga, tam spodaj desno je bila pa tista sličica, ki jo pa jaz zdaj hočemo. Ko smo pa mi v digitalnem okolju, pa te stvari izgubimo. Imamo druge prednosti, ampak, pa seveda še ena zelo pomembna stvar, distrakcije. Ko smo mi, ne vem, jaz si sebe predstavljam, ko berem knjigo, si predstavljam samo sebe, ne vem, nekje v enem kavču z dekco, pa jaz pa knjiga in nikogar drugega. Ko berem na telefonu je pa ta SMS, pa SMS, pa še kakšen klic vmes in tako naprej. Torej, zame je kakovostna digitalna izobraževalna vsebina tista, ki se zaveda teh pasti in ki se zaveda prednosti, ki jih ima digitalna knjiga in v bistvu izkorišča to dodano vrednost svojega medija zato, da ponudi nekaj več. Zato, da se nam sploh splača, da jo beremo v digitalnem okolju, namesto da bi brali na papirju, kar je bolj prijazno za naše oči, tudi ne nazadnje za naše počutje. Zdaj, vsak, ki je pisal knjigo, gospa Zala zelo dobro ve, kaj v resnici pomeni, kako kompleksna stvar je to, se pravi, ne samo, da mi napišemo besedilo, ampak tudi, ne vem, katere slike bomo dali, kam jih bomo dali, kakšne naslove, mislim, kakšen font pisave, ali bo serifna, ali ne serifna, kakšni razmiki, kako bomo noter umestili, ne vem, zemljevide, kako bomo noter umestili grafe in tako naprej, kako bomo samo knjigo strukturirali. No, zdaj pa pogledamo v digitalne vsebine, pa pomislimo, koliko je ta stvar veliko bolj kompleksna, ker pa nimamo samo slik pa teksta, ampak imamo še vse video posnetke, interaktivne elemente, hiperpovezave in v bistvu to dodaja popolnoma novo raven kompleksnosti, ne samo za avtorje, ampak tudi za uporabnike. In zaradi tega je meni pri teh izobraževalnih smernicah za učitelje, ki jih pripravlja Evropska komisija, toliko všeč, da izpostavlja to, da ne gre samo za to, kaj je kakovostna digitalna vsebina, ampak tudi, kako to vsebino uporabljamo. Ker je lahko od uporabnika odvisno, ali bo to vsebino uporabljal tako, da mu bo pomagala, ali bo pa uporabljal tako, da bi bilo bolje, če bi se recimo učil pač, ne vem, s tiskanim učbenikom. Tako da, če v bistvu potegnem črto, zame PDF, tiskanje knjige, ni kakovostna izobraževalna vsebina. Zame bi bila kakovostna izobraževalna vsebina tista, ki bi vzela to vsebino iz PDF-ja
in jo ustrezno prilagodila mediju, da bi bila neka dodana vrednost. Ali video posnetki, ali interaktivnost, ali interaktivni, kako se že imenuje, te pametni, inteligentni tutorji, recimo, nekaj takega. Tako. Mirjam, hvala. Ja, ni enako brati tiskane knjige pa digitalne oblike, ne. Tako da verjamem, da še marsikjer se bolj drži tiskane knjige, ker digitalna je pa le precej drugačna. Hvala, Mirjam. Janko, vi kreirate lastne digitalne vsebine, zdaj pa me zanima, kakšen pristop in smernice pri tem uberete, pa seveda s kakimi izzivi se srečujete, verjamem, da jih je kar nekaj. Ja, izzivov je res kar precej. Zdaj, če govorimo o nekih smernicah, dobro, po eni strani se zgledujemo po tem, kako sorodne ustanove pristopajo izgradnji digitalnih zbirk. Nekako nasplošno pa poskušamo se naslanjati na OAIS standard, se pravi Open Archival Information System, torej referenčni model, ki nekako opisuje, kakšen naj bo sistem za trajno ohranjanje gradiva v digitalni obliki in v bistvu kakšen je ta življenjski ciklus nekega digitalnega objekta. Ne rečem, da se res čisto naše storitve skladajo s tem referenčnim modelom, ampak nekako to je neko naše vodilo. Zdaj, DLIP je pravzaprav samo en del našega sistema, in to v bistvu marsikdo ne ve, da v ozadju je še nekaj drugih sistemov, ki tvorijo neko celoto. Predvsem repozitorij za trajno ohranjanje digitalnih vsebin. Tam imamo recimo shranjene skenograme o visoki ločljivosti, ki jih ni na DLIB-u, pa recimo še cel kup nekih metapodatkov, ki jih prav tako ni na DLIB-u, potem pa še razne vstopne točke, preko katerih prihaja gradivo v naš sistem. Portal za založnike, pa portal Svarog za oddajo gradiva strani založnikov, pa potem ena interna aplikacija Digitization Manager, ki smo jo sami razvili za cel delokrog digitalizacije, pa še nekaj drugih takih. In zdaj problem pri tem sistemu je, da ti posamezni sklopi tehnično ne komunicirajo med sabo. To so ločene storitve, ki so nastale ob različnih časih. Najprej je bil DLIP, samo tisto, kar je vidno javnosti, torej digitalna knjižnica za uporabnika. Potem je nastal repozitorij, potem je nastal portal Svarog za oddajo publikacij strani založnikov, potem je nastal Digitization Manager. Tako da nekih 10 let so se te posamezni servisi dodajali v sistem in niso usklajeni med sabo. V bistvu med njimi je človek, med njimi smo mi zaposleni, ki v bistvu vsakodnevno premikamo cel kup nekih datotek, nekih metapodatkov iz enega sistema v drugega. Tako da to je precejšen izziv, da bi to čim bolj avtomatizirali, poenostavili, predvsem zato, da bi bili postopki bolj učinkoviti, hitrejši, da bi bilo manj možnosti za človeške napake, da bi bila boljša sledljivost vsakega objekta skozi celoten sistem. Tako da tukaj nas čaka še kar precej izzivov. Problem je predvsem v tem, da imamo zelo veliko količino gradiva in zelo pestro, zelo raznoliko gradivo. Tudi stališča metapodatkov, tukaj seveda moramo omeniti COBIS, na katerega se precej naslanjamo, iz katerega pobiramo bibliografske, deskriptivne metapodatke. Torej, raznoliko gradivo je tudi raznoliko, kar se tiče, kako ga popišemo in kako ga opremimo z metapodatki. Tako da to se mi zdi en tak še največji izziv v ozadju. Zdaj, a bo mogoče kakšna storitev umetne inteligence lahko kaj pripomogla k temu? Verjetno ja, nekaj imamo tudi v planu, da bomo poskusili poenostaviti neke stvari. V vsakem primeru je pa to kar precejšnja težava. Danes smo slišali, kako je s podatkovnimi prostori in kakšni so izzivi tukaj, kako povezati neke velike baze podatkov. Mi imamo pravzaprav isti problem, nekje čisto, bi rekel, intern v ozadju. Torej, različne baze z različnimi arhitekturami, kako narediti to, da to komuniciranje steče brez, da bi človek vmes v bistvu moral nekaj ročno urejati. To je toliko na kratko, mogoče čisto o tem ozadju. Janko, hvala lepa. Janita, če grem v COBIS Plus, do katerih digitalnih vsebin virov sploh lahko pridem preko COBIS Plusa ali COBIS-a?
Sej danes je bilo že kar ogromno stvari omenjenih. Zdaj, če tako na hitro povzamem, pa upam, da me boste kar dopolnili, vi, ki ste tukaj z mano. Ja, preko Cobiss Plusa lahko dostopamo do e-knjig, ki so bile omenjene, potem audio knjig, filmov iz filmoteke, različnih video vsebin, se pravi tudi multimedijskih drugih vsebin. Seveda pa najdemo v Cobiss Plusu tudi digitalizirane, bom rekli, zemljevide, slike, fotografije, poštne kartice in podobno. Tako da nabor je vedno večji vsak dan, ker so pač knjižničarji, pa tako kot kolega tukaj iz vnuku zelo pridni v Dalibu, kot je omenil, že ima več kot 1 milijon teh gradiv in to vse je tudi dostopno preko Cobiss Plusa. Janita, hvala. Urša, knjižnica 30 let nazaj ali pa 10 let nazaj najbrž ni enaka, oziroma ni enako delo, pa tudi uporabniki najbrž ne. Če pogledamo malo, kako se je spremenilo delo v knjižnicah z uporabniki, so se spremenile bralne navade, ljudje še hodijo, kaj raje berejo, tiskano, e-vire, kaj opažate? Ja, torej v splošnih knjižnicah že približno 10 let ne ponujamo le tiskanih knjig, ampak je sploh od pandemije dalje opažamo zelo velik porast oziroma zanimanje za ostale spletne storitve, kot so e-knjige, zvočne knjige, e-revije in druge spletne storitve oziroma e-storitve. Zdaj, v tem času seveda se je spremenila tudi narava dela knjižničarjev, naše kompetence so se morale spremeniti, namreč znati moramo tovrstne portale uporabljati, rokovati z različnimi orodji in seveda vso to znanje potem ustrezno prenesti tudi na uporabnike. Tako da to je en velik del, sicer pa po naših ocenah Slovenci zelo radi berejo tako tiskane kot digitalne vsebine, težko bi jih ločili na digitalnega ali pa klasičnega bralca, posegajo po obeh. Digitalne vsebine in predvsem omogočajo, da berejo kadarkoli in kjerkoli, zato pa poleg tega seveda v primeru Ele za tiste strastne bralce pač ni čakalnih vrst, berejo lahko takoj in pa seveda ni bojazni, da bojo zamudili rok vračila. Ja, to so največja opažanja. Hvala. Ja, to glede vračanja pravočasno, to meni zelo prav pride. Se reče, Kovačeva kobila je običajno. Meni pa ni več treba cele potovalke knjig sabo na morje nositi. Ja, tako da marsikaj olajša, ne. Zala, ali so digitalne vsebine zdaj za založbo oziroma digitalna gradiva, e-knjige, audio knjige nujno zlo ali kako je s tem sploh? Jaz temu ne bi rekla nujno zlo, ker najbrž se potem mi vsi skupaj ne bi tukaj na tem modru znašli. Definitivno je nek pogled v prihodnost in je smiselno, da tudi slovenski založniki sledimo temu trendu, ker prej sem poskušala malo risati, kako to izgleda v tujini in kako izgleda pri nas. Seveda je prihodnost v tem, na vsak način je smiselno, da knjige izdajamo, ponovno pa poudarjam, da bo treba opredeliti, predvsem, ko bo prišla resnično posredi umetna inteligenca, ker tukaj ni samo vprašanje avtorskega prava v odnosu do avtorjev, so tudi prevajalci, ki imajo neke svoje pravice, smo tudi založniki, ki jih imamo, to področje bo treba nujno regulirati. Zdaj, kar se tiče pa same dostopnosti, ima svoje prednosti, minus je pa pač ta, da so produkcijski stroški, predvsem pri zvočni knjigi, zelo, zelo visoki in založniki bomo to počeli, dokler bomo ta sredstva imeli na voljo in ko jih bomo imeli na voljo. To je pač ta trenutek lahko moj odgovor, bi si pa želela, da bi pač uspeli tudi na tem področju, ker tudi meni se zdi ena velika prednost, da ne rabim vleči cele potovalke knjig, oziroma čeprav to zelo rada počnem, ampak kadar greš pa na letalo, pa mogoče ni tako zelo fajn.
Zala, hvala. Janko, že prej si omenil, oziroma govoril o izvoru gradiva za digitalizacijo, da ta orodja umetne inteligence, oziroma da vam tudi tukaj malo diktirajo. Me pa zanima še en drugi vidik, ki smo ga že v prejšnjem panelu naslovili, avtorske pravice. Kako je zdaj pri digitalizaciji in avtorskih pravicah? Kaj smete, kaj ne smete, kaj sploh treba storiti? Ja, vse to mislim, da že kar poznamo, ne? Vsi se s tem ukvarjamo. Še vedno velja tistih 70 let po smrti avtorja, veljajo pravice, to je tisto staro pravilo, so kakšne izjeme, ampak načeloma je to tako. Seveda, avtorske pravice so praviloma mečkano ovira, ne, pri digitalizaciji, oziroma ne pri sami digitalizaciji, bolj potem pri tem, kako so ti podatki potem lahko dostopni, pa kako se jih lahko razširja, ne. Tako da, tako pač je, ne, zdaj v knjižnicah hranimo gradivo, ne, v NUK-u moramo zagotavljati fizično hrambo, smo zavezani k temu, zavezani smo tudi, da seveda spoštujemo vsebino teh del, ki jih hranimo, oziroma tega gradiva, tako da tukaj nikaj, ne. Razšiševanje pravic je lahko zelo, zelo zamudno, ne. Včasih je to prav tako raziskovalno, bi rekel, detektivsko delo, ugotoviti, kdo je kdaj umrl, a je še živ ali ni živ, a ima kakšne potomce, kje so, kako jih dobiti, ne. In zdaj ena knjiga ima lahko 5 avtorjev, piscev, ilustratorjev in tako naprej, ne, prevajalcev. Tako da to je res naporno delo in meni se zdi res mečkano preveč zamudno. Zdaj, nekoliko so se te stvari mečkano olajšale v zadnjih recimo 10 letih, zdaj poznamo tudi v naši zakonodaji osirotela dela, torej dela, kjer ne vemo, kdo je avtor, ne moremo ugotoviti, kdo je avtor, pa jih lahko javne knjižnice torej digitaliziramo in damo v prost dostop, sicer je postopek nekoliko zapleten, ne. Pa potem mehanizem razprodanih del oziroma del izven pravnega prometa, ta je mogoče malo bolj obetaven zdaj v zadnjem času, tukaj pa pač za dela, ki niso več na trgu, jih lahko knjižnice prosto torej objavijo na spletu, če jih najprej dajo za pol leta v nek evropski register teh razprodanih del, torej pol leta je tisti moratorij, potem pa gre lahko to v prost dostop. Zdaj, s tem smo v NUK-u tudi kar začeli malo bolj količinsko, kolikor nam uspe, da bo tega gradiva vedno več, da bi čim več tudi sodobnega gradiva razprodanega, torej lahko spravili v digitalno obliko, je pa tega res kar precej, tako da upam, da bomo uspeli ta mehanizem čim bolj izkoriščati. No. Toliko o pravicah. Hvala. Zdaj pa par besed od tega, kako sploh nastane digitalno gradivo oziroma e-knjige. Najprej Mirjam, tebi z vidika izobraževalnih vsebin, kako pridemo do enega e-učbenika, kakorkoli že to imenujemo? Bi kar direkt z učbenikom začela. Pa ja, recimo. Drugač najhitrejši način, če želimo ustvariti nekaj digitalnega, je s ChatGPT-jem. Tudi, ne? Ja, priznam, pač recimo imam majhne osnovnošolske hčerke in starejše je včasih zelo težko motivirati za učenje in je najlažji način to, da v bistvu poskenirava vsebino, rečeva ChatGPT-ju, zdaj pa pripravi interaktivne naloge iz tega in potem on pripravi interaktivne naloge in je strašno zanimivo, ker potem ji ta pove tudi, ali je prav rešila. Drugače pa, ne vem, meni se zdi, da je se pravi, samo delo teh vsebin je, tako kot sem že prej nakazala, res izjemno kompleksno. Se začne v bistvu z neko idejo in potem moraš najti optimalno pot, kako boš to spravil do končne oblike. Ponavadi se izkaže, da ta končna oblika je popolnoma drugačna, kot si ti na začetku predstavljal, da bo. In fino je, da potem takrat, ko veš, kaj si želiš in tudi razmišljaš v resnici, katera orodja, kakšne oblike tehnologije bodo to, kar ti želiš povedati, podprle in najdeš potem ustrezno orodje, ki ti to omogoča. Mi, ko smo razvijali e-urejevalnik, smo res razmišljali na tak način, da bi omogočali čim večjo fleksibilnost avtorjem, skladno tudi v resnici z ugotovitvami kognitivne znanosti o tem, kako se mi v bistvu učimo,
ko smo na spletu, se pravi, da ne pride do preobremenitve, da so čim manjše distrakcije, da se omogoča tudi prilagajanje različnim potrebam otroka, se pravi spreminjanje velikosti pisave in tako naprej. Se pravi, to so zelo različni vidiki, ki jih je fino upoštevati. Tako da jaz drugače pa, kadar jaz pripravljam gradivo, recimo kadar pripravljam kakšno izobraževanje, odprem e-urejevalnik in potem začnem sestavljati gradnike in na koncu dobim neko gradivo, s katerim sem v bistvu recimo zadovoljna vsaj do neke mere. Res je fino, če obstajajo neka orodja, ki ti v bistvu ta postopek olajšajo od začetka do konca, da ne rabiš mešati več različnih orodij. Je bilo pa v bistvu na enem usposabljanju, ko smo imeli, kako se naredi e-gradivo s pomočjo e-urejevalnika, je ena učiteljica, pa smo da bi zadevo pospešila, zato ker če ti hočeš pripraviti gradivo, moraš imeti vsebino. In smo rekli, ok, zdaj pa vi vzemite ChatGPT, pa si zgenerirajte vsebino, potem pa to dajte v e-urejevalnik. In je ona rekla, zakaj pa ne bi vi dali GPT-ja kar v e-urejevalnik, da meni ti tega kopiranja ne bo treba. Tako da malo se že pogovarjamo, kako lahko to olajšamo še naprej, tako da je smiselno. Se mi pa zdi pri učbenikih sploh zelo pomemben ta drugi del, ki ni samo pisanje, ampak je tudi v bistvu, da strokovnjaki pregledajo gradivo, da dajo povratne informacije. Se pravi, ta pregled, ki da res en pečat, ok, tukaj je pa res v redu, zaradi tega, ker je za učenca res pomembno, da so stvari take, da se bo z njimi lahko učinkovito učil. Mirjam, hvala. Zala, zdaj pa bi tebe prosila, če poveš v par besedah, kako pride ko avtor knjigo natisne in kako pride do tega, da lahko jaz berem na bralniku ali pa na mobilni napravi. Pa ali je isto to za slovenske avtorje, pa za prevodna dela sklepam, da ni čist tak? Ne, v resnici je dosti podoben proces. Mi glavnino predpriprave naredimo pravzaprav za tiskano knjigo, pa sem prepričana, da večina ostalih založnikov to dela dosti podobno. Potem se pa pač samo zagotovi ta pretvorba v EPUB, pri zvočni knjigi pa proces malenkost daljši zaradi snemanja. Tukaj se strojni bralci niso obnesli, vsaj zaenkrat ne, hvala Bogu. Še vedno živi ljudje berejo zvočne knjige. Se mi pa zdi fino, da to počnejo profesionalci. Dolgo časa je recimo predvsem Zveza slepih in slabovidnih to počela pač s svojimi člani. Kar je zelo za pohvaliti, to so ljudje, ki so jim hvaležne mnoge generacije, ampak dejstvo je, da je velika razlika, če knjigo bere nekdo, ki to obvlada, ki to počne profesionalno, ali pa pač nekdo, ki samo rad bere. Tako da pri zvočni knjigi je pač ta vidik branja najbolj ključni in to je tudi najbolj zamudno. Kot zanimivost lahko povem, mislim, da rimsko pravo je dolgo 30 ur ali nekaj takega. Ali pa še več. Mi imamo tudi eno tako knjigo, ki ima nekaj čez 30 ur, je pa 600 strani obsega, tako da morate imeti tudi malo časa, da zvočno knjigo poslušate, preberete, niti ne vem, kako se temu prav v slovenščini reče. Torej malo po naših cestah, pa bo kar minilo, ne? Ja, ker ene parkrat treba iti od Ljubljane do Maribora, ko je zapora, pa se hitro pride čez. Vidim, da tu že imamo, jaz smo ful vprašanj pripravljeni za naše paneliste, zdaj pa če kako vprašanje iz publike, ker tu se že vse rdeče sveti. Ni? Aha, pa sta. Kaj se lahko prosim vstanete, da vas bolje vidimo in tudi slišimo. Lahko prepustim drugemu, ker sem že imela možnost zastavljati vprašanje, če smo v stiski s časom. Hvala lepa, Ana Peklenik, Andragoški center Slovenije. Mi se kot javni zavod s področja izobraževanja odraslih tudi ukvarjamo med drugim z izdajo knjig. In ob tem ne trčimo samo na zakon o avtorskih pravicah, ampak tudi na zakon o dostopnosti spletišč. Ali uredba, ne me zdaj vleti za besedo. Ampak moje vprašanje je sledeče. Vsakič, ko izdamo knjigo, je to običajno tiskana in elektronska različica, razen kadar zmanjka denarja, takrat je samo elektronska. In seveda pridno pridobivamo cipe, oddajamo obvezne izvode in elektronske različice potem objavimo tudi v naši digitalni bralnici, ki je na spletni strani Andragoškega centra. Mi imamo spletno stran urejeno skladno s pravili dostopnosti. S tem ni nobenih težav, težava nastopi pri gradivih, ki so v formatu PDF. In me zdaj zanima, če
če obstaja bojazen, da bomo morali tudi za DLI podajati v kakšnem drugem formatu, ne v PDF-ju, in to me še zanima, če obstaja konkreten odgovor, v katerem formatu naj to objavljamo na svoji spletni strani, v digitalni bralnici, da bo to sprejemljivo. Hvala. Hvala, Janko. Ja, zdaj načeloma, da bi mi predpisovali formate, jih zaenkrat ne, zato ker imamo nekako zakonsko določeno, da zbiramo publikacije v taki obliki, v kakršni se razširjajo v javnosti. Tako da to je osnovno pravilo in pravzaprav niti ne moramo tukaj nekaj predpisati založnikom. Večinoma dobivamo PDF pa EPUB in je tega veliko. Tako da jaz ne verjamem, da bi čez noč bilo treba format zamenjati na račun dostopnosti. Ja, PDF ni idealen. Saj tudi v NUK-u moramo svoja spletišča, skušamo jih pač skladno s tem prilagoditi, ampak zaenkrat zahteve bodo ostale take, kot so do zdaj. Tako kot naredite, tako tudi oddate. Kako bo pa v prihodnje s tem, pa pravzaprav težko predvideti, ker si kar težko predstavljam, da bi vsi kar naenkrat morali priti na nekaj bolj ustreznega tem predpisom. Hvala. Še kako vprašanje? Jih imamo tudi s spleta. Te pa dajmo še eno s spleta, ne? Tako. Imamo več vprašanj, bom prvo prebral, gospod Lucijo zanima, oziroma sprašuje, ali se dela tudi k razširitvi možnosti izposoje prek COBISS-ELE pri bralnikih, na katerih je bila izposoja prek prejšnjega ponudnika mogoča, in pravi, da od uporabnikov namreč ni smiselno in pravično pričakovati, da vsi kupijo nov bralnik, prek katerega bo izposoja knjig s COBISS-ELE mogoča. Hvala. Na kratko, prosim. Bom jaz probala čisto na kratko odgovoriti. Namreč, kaj je težava, s katero smo se soočali, ko smo izdali COBISS-ELE, glavna težava je bila zaščita EPUB-ov, se pravi e-knjig, zaradi avtorskih pravic. In mi smo uporabili takrat najvišjo zaščito, ki je pač res potrebna, to je Iridium LPC 2.x. Tega, nažalost, nekateri bralniki ne podpirajo, ali pa nekatere naprave oziroma aplikacije. S tem pač, nažalost, ISO nima nič. Mi smo res želeli zaščititi avtorske pravice in pa posledično tudi dostop do gradiv oziroma e-knjig, da izpolnjujemo te zakonske pogoje. Zdaj, ta naš nov bralnik, ki bo na voljo COBISS-ELE, ta pa tudi bo omogočal branje. Tu naj poudarim, da bralnik, kot sem omenila, bo predvidoma šel v konec tega leta, mogoče v začetku naslednjega koledarskega leta. V prvi fazi bo namenjen, se bo lahko uporabljal na vseh napravah z operacijskim sistemom Android, nato pa v naslednji verziji, na kateri že delamo, pa na napravah z operacijskim sistemom iOS. Janita, hvala. Še za eno kratko vprašanje in tudi kratki odgovor, če bo, upam, čas. Očitno imamo, bomo še tukaj. Centralne ekonomske knjižnice. Mene pa samo zanima, imamo vprašanje za gospoda Klasinca, in sicer po kakšnih kriterijih v ta arhiv spletnih strani vključujete te spletne strani? Kriterijih, ja, vemo, Slovenika na spletu je nekaj ogromnega, nemogoče vse identificirati, vedno je neka selekcija. Nam zakon predpisuje zelo nasplošno, potem imamo pa še en podzakonski akt, en pravilnik, ampak pravzaprav smo se mi osredotočili na neka tematska področja, na začetku 12 področij, od kulture do izobraževanja, znanosti in tako dalje, podobno kot v tujini delajo. Potem pa v bistvu smo polnili ta področja. Zdaj precej predlogov smo dobili tudi od srednjih območnih knjižnic, kar veliko za bolj lokalno pomembne stvari. Tako da mi kot NUK smo najprej bolj nacionalno pomembne spletna mesta pobirali, začeli s tem, potem smo šli pa, nam je prav prišlo, da so v bistvu splošne knjižnice, bolj ti domoznanci nam poslali še cel kup predlogov, ki so bolj lokalno zanimivi. Je pa to vedno nekako subjektivno, bom rekel, tudi v tujih ustanovah, ker je nemogoče vsega zajeti, je potem samo en izbor in skušamo narediti čim bolj reprezentativnega. Želimo pa v prihodnje k temu vključiti tudi še kakšne druge ljudi iz drugih področij, ravno zaradi tega, ker seveda mi ne poznamo vsega spleta. Tako da toliko.
Janko, hvala. Ja, hitro minilo To je to, ja. uri pa 15, ne? Ja, z tega luštnika enkrat konec. Ja. Tudi vi ste opravili svoje. Najlepša hvala Zdenki in vsem gostom. Hvala. Zaslužen aplavz. V naslednjih minutah bomo prisluhnili pa sponzorskemu predavanju podjetja Tenzor in predstavnika podjetja Tenzor, gospoda Nejca Petka, prosim, če se nam pridruži na odru. Tu dam dalje na miške. Ok, lep pozdrav. Moje ime je Nejc Petek iz podjetja Tenzor d.o.o. Zdaj, z velikim delom izmed vas se poznamo, ker že dolgo leta uspešno in plodno sodelujemo in tako skupaj omogočamo uporabnikom dobre izkušnje na področju avtonomne izposoje in vračanja gradiva in seveda tudi drugih dejavnosti, ki jih knjižnica omogoča. Sam sem sicer tudi avtor romana Resnične zgodbe, ki sem ga napisal pred nekaj leti, ampak pustimo to, ker imam danes na voljo samo 5 minut, bom jaz tudi kratek in učinkovit, ker verjamem, da ste tudi že kaj lačni, pa ker smo tik pred kosilom in ker bo tudi direktorica knjižnice Ptuj Milena Dobršek potem predstavila naš zadnji aktualni, najbolj aktualen produkt, ki smo ga peljali lani. Imam za vas samo nekaj besed, v bistvu zatem pa potem naj govori video, ker vsi vemo, da video pove oziroma slika več kot 1000 besed. Na slikah torej vidite nekaj izmed naših produktov, ki jih poznate, ki so dobra praksa preteklosti, smo pa to jesen vse to lasten razvoj, so to znanje naše, vse produkte povezali pod lastno blagovno znamko, torej smo lansirali Bibliovers, tako da vas vabim k ogledu promo videa, pred, med in pa po kosilu vas pa potem vabim tudi na naš štand tam zunaj, da povemo kaj več, da kakšno rečemo, pa skupaj pridemo do kakih novih rešitev. Zdaj pa sem nekaj pokvaril. Pridem do predvajanja. Tu. Evo. V tem delu se moram posebej zahvaliti Matjažu z knjižnice Krško, da nam je omogočil posnetke. Torej vidimo, knjigomat, možnost izposoje vračila gradiva v bistvu v času odprtja knjižnice, enako pametne police za avtonomno vračanje gradiva. Tukaj vidimo vračanje gradiva na vračalniku, se pravi ena posebnost, da se uporabnik registrira s knjigo, kar pomeni, da če se nam zahoče kot študentom, recimo da bi šli v teh mrzlih časih nekaj spit, ne rabimo zraven izkaznice, da pridemo noter, ampak rabimo knjigo. Primerjava med uporabo črtne kode in RFID sistema. Torej na levi strani smo skeniranjem in vračilom oziroma izposojo že zaključili. Na desni strani je pa še star sistem z branjem črte kode. Možnosti je ogromno. Zdaj spet ravno kar smo lansirali en nov produkt oziroma malo novo obliko našega knjigomata, kot ga vidite podobnega kot je tukaj, spet z knjižnico Ptuj, kjer imamo tudi bralnik QR in črtne kode. Vem, da prehajate, oziroma večina izmed vas dosti knjižnic prehaja na neke drugačne sisteme, recimo Citium v Novem mestu, kjer bomo delali integracijo, Urbana v Ljubljani, najbolj veste sami, tudi digitalne izkaznice v UKM-u v Mariboru.
Se pravi, to bodo izzivi, ampak najrajše v našem podjetju imamo izzive, ker s tem tudi pridemo do najbolj naprednih, pa predvsem teliranih po vaši meri narejenih produktov. Ja, smo že okrog. Dobro, to je to. Hvala vam, vabljenje na naš štand, oglasite se, pa tam rečemo kako več. Dober tek vsem. Tako vidim, da veste, da je pred nami kosilo. Tukaj v dvorani se vidimo ponovno ob 13 in 15 minut. Gledalce na spletu pa ponovno pozivam, naj za naslednje predavanje spet preidejo na naslednjo sejo na Zoomu. Hvala. Dober tek.